Santum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Prišli smo do zadnjega briefinga pred plenarnim zasedanjem v tekočem, to je 9. mandatu Evropskega parlamenta, ki je trajalo v letu 2019 in se bo formalno končalo v 2024, s potrditvijo novega parlamenta. Mogoče mi za začetek dovolite res samo nekaj številk, nekaj zanimivosti pred tem zadnjim zasedanjem prihodnji teden. V Strasburu pričakujemo naslednji teden okoli 600 novinarjev. To je sigurno rekord, od tega jih je več kot 500 iz držav članic. Stalo predstavljajo potem bodisi stalni dopisniki iz Bruslja ali pa tudi določene ekipe, ki nekako tudi v svoje stroške prihajajo v Strasbur. Potem imamo še en rekord. Na tokratnem zasedanju, torej zadnjem pred volitvami, bo Evropski parlament potrjeval 89 zakonodajnih aktov. Do zdaj je bilo v tem mandatu potrjenih, mislim, da okoli 350 zakonodajnih aktov, tako da računamo, da jih bo v tem mandatu parlament potrdil več kot v prejšnjem. V prejšnjem ta številka znašala skupno 401. Zato tudi, če ste si že malo ogledali dnevni red, sem ga pripravila zgleda tako kot zdaj. Zdaj jaz bom na začetku zelo na kratko povzela mogoče glasovanja samo o ključnih ali pa nekaterih zakonodajnih predlogih, ki so tudi na dnevnem redu naslednji teden. Začela bom pa sicer z dvema točkama, ki nista povezani z zakonodajo. Prva je tudi razprava in pa neka slovesnost ob 20. obletnici največje širitve Evropske unije iz leta 2004. To bo na sporedu v sredo, z začetkom ob 10:30. Če koga zanima, bomo na koncu lahko točili mogoče čez scenosled. Potem imamo tudi razpravo o sklepih zasedanja Evropskega sveta včeraj in tudi včerajšnjem v Bruslju, pa o dogajanju na Bližnjem vzhodu po napadu Irana na Izrael. Zdaj, če se pa mogoče kar res obrnem na zakonodajni del, imamo pa recimo glasovanja o pravici do popravila, o direktivi o boju proti nasilju nad ženskami in družinskem nasilju, o spremembah sistema gospodarskega upravljanja, o vzpostavitvi evropske kartice ugodnosti za invalide, o embalaži in odpadni embalaži, o delovnih pogojih za platformne delavce, o skrbnem pregledu podjetij, to je tako imenovan due diligence, mogoče se ta termin bolj uporablja, o kakovosti zunanjega zraka, o rastlinah pridobljenih z novimi genomskimi tehnikami, o aktu o neto ničelni industriji, o novi zakonodaji na področju pranja denarja oziroma boja proti pranju denarja. Potem lahko mogoče omenim tudi določene spremembe skupne kmetijske politike, do katerih je prišlo zdaj po teh protestih kmetov, in pa določene podaljšane liberalizacije uvoza izdelkov iz Ukrajine, ki je tudi podaljšana. Zdaj najprej se moglo to izteči, s 1. junijem se je podaljšano. Tako da jaz se na tej točki ustavim, ker